No, dober dan, zdaj pa sploh dober dan. Danes sem se vam žal priključila šele malo kasneje. Včasih se zgodi, da sta dve stvari hkrati. In mi letos praznujemo 80 let revije Ciciban, kjer sem bila jaz kar dolga leta, tako da sem morala biti tudi tam in tudi potem bom kar hitro odtekla. No, ampak skratka, film, mi je škoda, da ga nisem danes gledala še enkrat. Ujela sem čisti repek tam, kaj Katarin predlagala, da bi ona vodila gibalno delavnico, pa se mi zdi še kar pomemben trenutek. No, sem pa zelo vesela, da je danes tukaj ob meni Vito Flakar, učitelj socialnega dela na Fakulteti za socialno delo. Vitota je že zelo, kar veliko desetletij poznam, tako da sva si domača, s tem, da zdaj mogoče v zadnjem desetletju sva se mogoče enkrat na cesti videla na daleč, ne? Ali pa na kakšnem hribu, ne vem več. Ne? Skratka, Vito je pravzaprav bil s svojimi sodelavci eden tistih, ki se je začel že na začetku svojega učiteljevanja ukvarjati z različnimi področji in področje duševnega zdravja v smislu humanizacije tega področja je bilo pravzaprav že čisto na začetku, a ne, bil si eden od soustanoviteljev odbora za zaščito norosti in potem iz tega je potem nastala Altra, pa mislim, da si bil zraven tudi potem pri Stigmi. Skratka, ta film Adamanta, ne, je pravzaprav res čudovit dokumentarec, ki govori o tem dnevnem centru te barke na Seni. No in zdaj me najprej, Vito, zanima, kako si ti doživel film. Tako, kaj ne rečem, lep film je, ne, tako, ne, se mi zdi, da tako dober, ne, človek se po eni strani kar spočije, ne, rečemo, ne, ker stvari grejo, ne, v takem počasnem tempu, ne, tudi, bi rekel, ljudje, ki govorijo, pa stvari, o katerih govorijo, ne, so, ne, tudi počas povejo, ampak rečemo zelo pomembne zadeve, pa ne, zadeve, ki pravzaprav na nek način bi lahko bile dramatične, ne, ampak jih ne, v tem počasnem ritmu povejo, tako da rečemo v tem smislu, ne, je gledati ta film je zame bilo lepo doživetje, ne, lepo doživetje, seveda rečemo, kaj sem, ne, ob robu tega sem se seveda, ne, marsikaj spraševal, ne, ampak se mi zdi tako, da tisto, ne, te stvari, o katerih sem se spraševal, so bolj v ozadju, ne, so bolj neke zadeve, ki si jih vprašaš, ne, v tem, ne, naprimer ena stvar, ne, ker rečemo, ne, tisto, kar film pokaže, je tako, je nek lep ambient, neko ozračje, ne, ki je, ne, spremajoče, ne, in tako naprej in, ne, se pol vprašaš, ne, zakaj tega ni več, ne, nasploh v življenju, ne, ne, zakaj tega, ne, zakaj mora nekdo, rečemo, trpeti pa zboleti, a ne, da si lahko to privošči, ne, zakaj, ne, in tudi konec koncev, ne, rečemo, ne, tisto, kar je bilo tudi ena taka stvar, ki me je, ne, ki sem razmišljal, je tudi ta, pravzaprav rečemo, ne, s to delitvijo na polne, zdrave, nore, normalne ali ne, deviantne, prilagojene in tako naprej, a ne, zgubljamo, ne, tudi tisti, ki smo na bolj pooblaščeni pa bolje družbeno vrednoteni strani. Ne zgubljamo prav to, ne, ta del, a ne, se spraševati o zelo pomembnih stvareh v življenju, imeti čas biti z drugimi ljudmi in tako naprej, ne, to so stvari, ki so čedalje bolj redka dobrina ratala, ne, in konec koncev, ne, tako kot je, ne, ker paradoks pa je ta, ne, da pravzaprav, ne, mi govorimo, ne, ko razmišljamo o ljudeh, ki imajo to nalepko duševnega bolnika ali pa to izkušnjo, ne, nekih
hudih duševnih stisk, ali pa v kakšni drugi skupini, ne, ki ima tudi tako razvrednoteno nalepko, vključno ne, s tem, ne, ker tudi že sam doživljam ne, nalepko starosti in tako naprej. A ne, rečemo, ne, je ne, zmeram mislimo, da je to ena majhna skupina ljudi, ne, ampak konec koncev, ne, rečemo, če vse skupaj preštejemo, ne, je večina deviantnih, ne, nas je večina ne, takih, ki sodimo v neko kategorijo ljudi, a ne, ki je zunaj trga dela, ki je zunaj, bi rekel, ne, tega ritma in tako naprej. Tako da v bistvu rečemo, nekako, tako tudi Bazalja je napisal eno knjigo, ne, z naslovom Deviantna večina, ne, ravno zaradi tega, ne, ker ne, seveda ne, še in tudi ne, tisto, kar je tak, ne, ravno ta moment, ki si ga, ne, na katerega si upozorila, ne, ko ta Katrin, ne, plesalka, ne, se čuti zavrnjeno, neslišano, ne, in tudi ne, nekako se razbije, ne, tisti moment je, razbije ta nek mehurček, ne, zgolj prijaznosti, ne, vidi se, da so karte razdeljene, ne, da se ne delijo vsakič sproti, ampak da rečemo, ne, da so nekateri, ki imajo več moči, nekateri, ki imajo manj, nekateri, ki odločajo o nekaterih stvareh, drugi pa, ne, ki so odločani, ne, o katerih se odločajo in tako naprej. In tle, ne, ta moment se mi zdi tako, ne, da je pomemben, ne, ker rečemo, kaj sem, nekako upele v to harmonijo, pravzaprav, ne, neko protislovje, ne, neko disonanco, ne, ki je, bi rekel, ne, ta življenjska, ne, ampak konec koncev, ne, mislim, da rečemo, ne, nekako je, a ne, tisto, kar je pa, bi rekel, nekako nek kontrapunkt, ki ga ta film naredi, ne, je pa ravno to, a ne, da rečemo, ne, nekako, ne, je pa ravno preseganje, ne, tega, ne, ker konec koncev, ne, smo mi, ne, smo vsi, tudi tisti, ki mislijo, da so normalni, ne, čeprav rečemo, ne, nekako knjige od Bazalje, ki bo zdaj prevedena, ne bi imela naslov Od blizu ni nihče normalen, ne, ko se zares srečamo med sabo, ne, je to, smo nori malo, ne malo, včasih tudi orang, ne, in tudi uhajamo, ne, temu, ne, tisto, kar se mi zdi, a ne, da je pravzaprav, a ne, če malo še to rečem, pa mislim, da bo že, se upravičujem, sem profesor, pa kar ne začnem nakladati, ne, pa ne, se ujamem v neke zanke, ne, hočem veliko povedati v kratkem času, pa izpade ravno narobe, ne. No, ampak tisto, kar sem hotel reči, je to, a ne, če malo, ne, tle še prikličem Foucaulta, ne, pravzaprav ta, ne, pa njegov naslov, ne, enega od bistvenih del, če hočemo se ukvarjati z norostjo, zgodovina norosti v času klasicizma, ne, ta, ne, prevlada razuma, ne, ki je, rečemo, ne, nekako tudi spravila norost nekam na rob, nekam jo razvrednotila in jo obsodila, da je samo bolezen, ne pa še kaj drugega zraven. Ne, ta je, ne, to, ne, se mi zdi ta prevlada razuma, ne, na nek zelo nor način, pa iracionalen pravzaprav, ne, je zdaj zelo prevladuje, ne. Zdaj smo rekel pravzaprav, a ne, tisto, kar mi je bilo tudi všeč v filmu, ne, noben ni gledal na telefon, pa, ne, pa, ali pa bi rekel, ne, se ujel v te zanke, ne, v te zanke, rečemo, raznih algoritmov, ne, eno od boljših takih distopičnih romanov, ne, ki se mi zdi tako, mogoče v enih stvareh še boljše od Orwellovega
84. leta je od Zamjatina mi, ne, kjer rečemo, nekako zelo pokaže ta diktat racionalnosti, geometrije, aritmetike in tako naprej, ki in v veliki meri smo tam, smo tam in v tem smislu mogoče tudi ta film na nek način kaže eno drugo resničnost, eno drugo možnost, po drugi strani pa tudi kaže en privid tega, nek Disneyland, nek vrtec za odrasle ljudi, je manj realen, kot bi si jaz želel. Hvala, Vito. Mogoče, sam še tole dodam, pa se bova pol vrnila, Franco Basaglia je pač italijanski psihiater in nevrolog bil, ki je pravzaprav tisti, ki je v Italiji bil prvi, ki je ob tem, ko je leta 61 vstopil v psihiatrično bolnico v Stari Gorici in videl, kakšne so tam razmere, od tega, da so bili ljudje zavezani, elektrošok in take stvari. Skratka, to so bili eni drugi časi in se je on v tistem trenutku odločil, da pač ne bo kot vodja te psihiatrične ustanove podpisoval takih in takih ravnanj z ljudmi, ki so bili duševno bolni. No, potem je pa to kasneje, desetletje kasneje, je pa postal vodja v Trstu, in mogoče, če bova le imela čas, se bova tega dotaknila, namreč za to področje je Vito res velik poznavalec, celo v tistem obdobju je bilo veliko izmenjav tudi študentov, ki so bili potem na praksi v teh skupnostnih centrih, namreč takrat so oni pol ustanovili take centre, kamor so ljudje lahko prihajali. No, in zdaj to, kar si omenil, prevajate, če sem prav razumela, njegova dela, ne zbrana, ampak izbrana. To smo se z Vitotom malo pogovarjala, ampak zdaj, če gremo nazaj k filmu, bi zdaj najprej vas povabila, da še kdo od vas kaj doda, kako je doživel, kako je videl. Izvolite, gospa. Dober dan. Prvo se zahvalim za izbor filma, ker nam s tem bogatite življenje. Nova spoznanja. Vsak dan se nekaj novega naučiš. Jaz sem se danes, ker sem mislila, da ta vrsta ljudi rabi mir, ne vem, sem pa videla, da je ta na Temzi plavajoče mestece v bistvu v največjem šundru. In še to, da kako te ljudje, kakšno bogatstvo imajo v sebi in kako rabijo neko spodbudo, da se lahko odpro. In potem šele zvidiš njihovo bogatstvo, kaj vse ti lahko nudijo. Hvala za te besede. Bi še kdo kaj dodal? Meta, vi? Izvolite. Jaz bi kar tle nekako nadaljevala. Namreč med filmom sem se skozi spraševala, zakaj se ta dnevni center, zakaj se je ta klinika odločila, da ima dnevni center na Seni, na ladji. A je to odraz tega, kar tudi mi pri nas doživljamo, da so te stanovanjske skupnosti, ki se v zadnjem času poskušajo uresničiti za te ljudi, so tako slabo sprejete v naši skupnosti. Tako malo razumevanja je za to in kar naprej poslušamo, kako se posamezne občine, ne vem kaj, področja odločajo, da pri njih pa takele stanovanjske skupnosti sigurno ne bo. To se pravi, da se ljudje z njimi ne želijo srečati, da smo neskončno egoistični in neskončno nestrpni. In vsako odstopanje od tega, kar imamo za normalno, to je tisto, kar jaz mislim, to je normalno, pač moti moje življenje, torej tega ne želim videti. Pa me zanima, če je ta moja hipoteza pravilna, da je zato ta zadeva na ladji, kjer so pač, nimajo sosedov, ki bi jih to motilo. Zdaj, glede tega, boš kar ti videl. Malo tudi ena asociacija, ki jo človek dobi,
pa mogoče je bila v zadju, mogoče ni bila, ko so to načrtovali, mogoče so bili čist praktični razlogi, a ne, zemljišče v Parizu je drago, ne, mogoče je ceneš postaviti zadevo na reko, ampak ne, je pa asociacija na to, tudi na ladjo norcev, kar je malo podobno, ne, temu, kar ste ravnokar rekli, a ne, se pravi, ne, tam v nekem obdobju, ne, pol je Brandt naredil iz tega, ne, to satiro, ne, ampak v nekem obdobju so dejansko, ne, ljudi, ki so bili, bi rekel, ki niso bili naši norci, ne, se pravi, rečemo, ne, ki so pritavali v neko mesto, ne, so jih pol dali kar na ladjo, ne, da so se jih znebili. Ne. In tudi, rečemo, marsikdaj se to tudi zelo tragično končalo v tem smislu, da so človeka pol, ne, kar tudi z ladje vrgli, ne, ta kapitan, ne, ki ga je, ne, ki so mu ga zaupali. Ampak ne, je pa ta ideja, bi rekel, ne, tega reke pa plovbe pa tako naprej je nekako, ne, zato je verjetno pol to tudi Brandt v tej satiri, ne, o ladji norcev zagrabil, ne, ker je, rečemo, ne, nekako, ne, tisto, ne, reka je nekaj, kar prinaša in kar odnaša, ne, in konec koncev, rečemo, ne, tudi ko sem gledal film, ne, mi je bilo žal, ne, da pravzaprav, ne, to je hiša na vodi, ne, bi bilo fajn, če bi lahko tudi potovali z njo, ne, če bi šli, ne, in tudi konec koncev še ena stvar, ki sem jo tako pogrešal, ko sem gledal sicer, ne, to lepo atmosfero pa ta lep film, ne, da je bilo, bi rekel, je bil to vse glih en geto, ne, niso bili sosedje zraven, ne, niso bili še drugi ljudje, ne, niso prihajali na ta festival, ne, na začetku, ki je govoril, sem mislil, da je to festival, ki bo, ne, za celo skupnost, ne, ki bodo prišli ljudje gledati in se pogovarjati in rečemo, ne, kar je tudi pol lahko en prispevek te manjše skupnosti, širši skupnosti, ne, in en način, kako se afirmira, ne, ena skupina v svojem okolju, ne. Ko da rečemo, ne, nekako je tle, in to se mi zdi tako, da je, ne, tudi konec koncev, ne, dve stvari bi rekel, ne, zakaj pride do teh groznih reakcij, ne. Po en stran rečemo, ne, in tle, ne, ljudje, ki se preselijo v tako stanovanjsko skupino ali pa tudi včasih je problem tudi z dnevnim centrom, kakor je bilo že dolgo nazaj v BS3, ko so hoteli tam narediti dnevni center, ne, ta Draga je hotela imeti tam dnevni center, sicer pol je Sonček naredil, ampak je bil pa, ne, Draga ga pa ni naredila, ker je bil en tak revolt. Ampak kakorkoli, ne, to hočem reči, ne, tisto, ne, tle je, bi rekel, ne, problem je ta prav izvoren, ne, tega ločevanja, ne, segregacije, ne, da smo ne, na dveh koncih, ne, in rečemo, ne, sami ljudje, ne, ki pridejo tja, ne, v stanovanjsko skupino, ne, ki začnejo obiskovati center, niso ničesar krivi, ampak so žrtve, ne, te zadeve. Krivi smo tisti, ki smo to peljali na tak način, a ne, ker rečemo, kaj sem, ena od stvari, ki se treba od Bazalja učiti, ne, on ni čakal, da kakšen bo sprejem, ne, on je povabil sosede že ko so bili ljudje še v bolnišnici, ne, da je to postal skupen projekt, ne, in tiste skupnosti, ne, ki je, ne, kamor so se ljudje selili in osebja in uporabnikov, ne, ki so bili to udeleženi. Tako da tle bi rekel, je po en stran, rečemo, tudi napaka, ne,
tehnikov, bi rekel, ne, Bazalja zelo rad uporablja ta izraz za strokovnjake, ne, ker gre, da vidimo stvari tudi preveč tehnično v tem smislu, treba dobiti stanovanje, ga opremiti, in ljudi noter preseliti. Ne, to je proces, to je, bi rekel, neka zadeva. Ker na drug stran seveda rešimo, kaj sem pride, je pa izraz tako kot pri vsakič, ko si najdemo nekega grešnega kozla, je to izraz pravzaprav naših frustracij, naših protislovij. V Divači, kjer je bila taka, Divača je, bi rekel, iz nekega kraškega mesteca postalo spalno naselje. Rečemo, je iz ene, bi rekel, neke zelo povezane skupnosti ratalo anomična aglomeracija. In seveda rečemo, nekako, in pri vseh težavah, ki jih imajo ljudje, živeti tam, in staroselci, in te, ki so prišli na nov, in pa seveda še polno drugih problemov, ki jih imamo povsod in tako naprej. Zdaj imamo pa še to zraven. In še to zraven je dober strelovod za vse, kar nas frustrira. Rečemo, in tle ena lepa zgodba to vrstna, v Makedoniji. Otroci so bili, bi rekel, ki so živeli v eni ustanovi za to, kar se včasih rekli duševno prizadete, zdaj pa, bi rekel, z intelektualnimi težavami. In so odprli v neki vasi, tam blizu Demirkapije, stanovanjsko skupino za njih. In je prišlo do take reakcije. Ampak rečemo, kako se, tisto, se mi kar grejo dlake po koncu, kako se je stvar rešila. Tam je ministrica, socialna delavka, drugače po izvoru, je šla tja in je rekla, je sklicala sestanek z temi sosedi in je rekla, poglejte, teh 6 otrok vas sigurno ne ogroža. Povejte, kakšne probleme imate, pa jih bomo zrihtali. In so pol, bi rekel, so povedali in ona je imela to moč, da je nekaj od tega tudi zrihtala, ker rečemo, ni bilo to. In je tudi, bi rekel, takrat smo ravno delali strategijo dezinstitucionalizacije za Makedonijo, jo je pol tudi pomenovala po tej vasi Timjanik. Strategija Timjanik, ker tle je prišlo do tega, se pravi, rečemo, na en način bi lahko rekli, da ta reakcija je v redu, če se pol kanalizira v neko sodelovanje. In konec koncev, vedno, ko pride do te reakcije, pride tudi v isti skupnosti do kontrareakcije. Pridejo ven tisti pa rečejo, mi pa nismo taki, mi pa nismo nestrpni, mi pa smo sprejemamo. In rečemo, nekako, tudi jaz upam, da bo v Divači pa v Renčah tudi tako, da se potem, rečemo, v tem začetnem konfliktu, da to pravzaprav lahko tudi omogoča nek dober razplet v nadaljevanju. No, vidva sta se, Meta, to, kar ste vi rekli, pa zdaj vi to, kar si dopolnil, sta razširila, se pravi, področje, tle v Adamantu gre za ljudi, ki imajo težave z duševnim zdravjem, tudi na vsa druga področja, se pravi, na vse skupine, ki so na tak ali drugačen način bodi si ranljive, bodi si deprivilegirane. In pravzaprav, če gremo spet nazaj k filmu, je to prav, zdaj, drugo je, tle smo videli veliko miru, to je prostor srečevanja, dnevni prostor, kamor ti prideš, kjer lahko počneš mnoge reči, videli smo od delavnic slikovnih, plesnih, šivanja, knjigovodstva, mogoče samo še vrnili k temu, ampak hkrati gre za to, da lahko nekam greš, kjer se lahko srečaš. In to je pa tisto, kar je nam vsem skupno. No, vsezadnje je tudi ta naš prostor, Kinodvor,
prostor srečevanj, ne? Da lahko skupaj pogledamo film, si lahko podelimo kakšna razmišljanja in tako je pravzaprav z vsako tako skupino, ne? In to, kar si ti zdaj Vito govoril o teh otrocih, seveda, prav kar se tiče pa psihiatrije, ker je pa za nek odstop, je pa že od samega začetka to bilo treba izločiti, marsikdaj koga tudi, ki ga je bilo treba pač enostavno izločiti iz skupnosti. In so bila tudi pri nas v Sloveniji so bolnice, a ne, že če pomislimo na Hrastovec, Polje, nekje majčkeno odmaknjene, no, zdaj to seveda središče mesta, a ne. Ampak in midva sva se z Vitotom pogovarjala, preden sva se danes srečala, no se zadnje tudi domovi za starejše občane, a ne, na podoben način. Je res, da se to zdaj odpira zadnje desetletje, mogoče 2 desetletji v smislu, da so prehodi od tega, da recimo otroci iz vrtca hodijo tja, pa obratno, pa kakšne take reči. Ampak tukaj gre za razpiranje prostora, kjer si lahko znotraj vsakdanjega življenja, ne? Tako si rekel ti, Vito. Ja. Ne? Mogoče na balkonu vas nisem videla, da ne bi vas spet zgrešila. Ne, ja, zdaj pa dajte povedati. Vsi Slovenci imamo pa enkrat tako fajn sprejetega norčka, Tonta Druja. Aha, ja, ja. In oni, ki so bili v gostilni z vsemi ostalimi prebivalci, pa je bila rdeča luna, pa so se oni bali, da bo vojna, pa ne vem kaj. So bili norci najbolj pametni, so rekli, ne, če je rdeča luna, se bo vreme spremenilo. A ne, to je tisti vzor, ki se lahko tudi od njih učimo. In oni so bili tle noter take zadeve, tako poezijo in tako, da se kar čudiš, da je. Sem pa z Logatca, kjer imamo dnevni center za starejše občane. To je res, kar ste vi, gospod, rekel, da imamo že vsi to stigmo, ne. Ne znamo voziti, ne smemo kolesariti, pa ne vem, kaj bi zdaj vse naredili. Ta dnevni center, jaz nad njim plešem, a ne, hodimo jim tudi plesati in tako. Tam je tako lepo, tam je tako mirno, tam greš noter, te objamejo, te pozdravijo, te vprašajo, po piškotih diši. In to je en tak lep prehod, kar rečeš, enkrat bom šel najprej sem, pa bom šel v dom za starejše. A ne? Je pa mogoče to bolj sprejeto v Logatcu, ker imamo tudi migrante. In smo se mogli s to problematiko kar soočiti, pa smo bili na dnevu poezije z njimi skupaj in mogoče bolj znamo nekateri, ne vsi, tolerirati to, ne tolerirati, sprejemati to, da so med nami, in da si ti pravzaprav lahko tudi vsak korak zelo blih s njih. Danes si tukaj, v knjižnem dvoru, jutri si po enem centru in bi bil zelo vesel, če te bi en zelo prijazen pozdravil pa objel. Toliko. Hvala za te besede. V bistvu ste se navezala na to, kar si ti rekel, Vito, da s tem, ko nismo v stiku recimo z drugačnimi ljudmi ali pa s komorkoli že, zgubljamo tudi mi, ne? Oziroma s tem, ko smo z njimi v stiku, dobimo pravzaprav tudi mi. Ne? To ste zdaj vi povedala, ne? Da nas to pravzaprav te prostori, kjer smo lahko skupaj različni ljudje, različnih starosti, različnih potreb, nas pravzaprav lahko bogatijo. In tukaj se lahko mogoče dotakneva, če greva nazaj. No, jaz sem sicer danes, ko sem še ta tretjič že gledala film, sem tako zdaj zelo natančno, ker sva se pogovarjala o tej Katrin, ne? Aha, tle pa so meje, eni imajo več moči, drugi imajo manj, ne, kaj prosila. Pa vendarle je on rekel, bomo razmišljali o tem, ne? Bomo razmišljali še o tem, smo vas slišali, ampak še ne vemo, tako, dobro, jaz sem nagnjena k optimizmu, ne? Pa si vedno mislim, da je možno stvari razpreti, no? Ampak zdaj, če greva nazaj, aha, a bi še kdo kaj rekel? No, potem pa, če greva nazaj, mogoče taki čist najbolj osnovni stvari, kar se tiče človeškega dostojanstva. Ne glede na to, za kakšnega človeka ali pa za kakršnokoli bolezen gre, ali pa že to, ali je nekdo otrok, ali pa je odrasel, ali pa je nekdo star, ki si omenil tudi starost.
Kaj? Človeškega dostojanstva, če se dotakneva. Ja. Ne, jaz mislim tako, da tisto, kar je, kar je mogoče, če smo optimistični, tako kar si ti bila, pri tem jaz pri temu samu dogodku nisem bil tako zelo optimističen, ker se mi zdi tako, da rečemo, kaj se nekako, tisto, kar je, kar smo videli v filmu, je bilo, bi rekel, v tem smislu nekega samoupravljanja, tega prostora, ampak tako, kot je bilo tudi pri našemu zgodovinskem eksperimentu samoupravljanja, smo imeli, je bila tam tudi, je bila partija, ki je govorila, kako je treba samoupravljati, kot tudi tle, zdaj to bi rekel, samo nek mehek način, tega, kako ljudi držati na svojem mestu, ali to bi rekel, ali so to resnične možnosti za emancipacijo, za dialog in tako naprej, je, v tem filmu ne bomo videli. Nismo videli. Nismo niti videli recimo pri tem festivalu, če pridejo tudi zunanji obiskovalci, tako kot ste vi pravila. Tako kot nismo videli v tem jugoslovanskem filmu samoupravljanja, kaj bi šlo, kam bi šlo. Kam bi lahko prišli. Ja. Ampak kakorkoli, ampak tisto, kar je tudi tukaj v tem filmu, neko sporočilo, pa nek optimizem je to, da pravzaprav zdaj govorimo o človeškem dostojanstvu, o človekovih pravicah, ki so neodvisne od tega, kaj človek drugače v življenju je. Se pravi, rečemo, nekako tisto, kar tudi v socialni politiki in tako, se nakazuje ta prehod, da pravzaprav rečemo, nekako naše socialne pravice, naša socialna varnost ne sme temeljiti na tem, a sem jaz delal in koliko sem delal, ampak na tem, da sem človek. Da sem državljan, da sem zaposlen ali pa da sem bil zaposlen, ampak na tem, da sem človek. To se mi zdi tako, da je, bi rekel, ker rečemo, če bomo priznali človeškost, tudi tistim, ki se nam zdijo na prvi pogled, da so daleč od človeškosti, se pravi, rečemo, kaj pa vem, naprimer ljudje v hudi fazi demence, se ne spomne več, kdo je sam on, a ni spomin nekaj, kar nas dela ljudi. Ja in ne. To je še zmeraj človek. To je še zmeraj človek. To je še zmeraj človek, ki rečemo nekako, ker človek ni samo, bi rekel, ta racionalni, umski del. Človek je tudi, bi rekel, človek je tudi bitje, ki hodi na dveh nogah, ki ima svoj namen, tudi če ga nima racionalnega namena, ampak ki ga ima noter v telesu, ki ga ima v gibih in tako naprej. To so, bi rekel, človeškost ima veliko obrazov in tisto, kar se mi zdi fajn, pri tem filmu tudi, pa sploh, ko se pri delu, ko ga upravljam, je to ravno to, rečemo, ta, ker če damo stran nalepke, če damo stran neke navidezne meje in tako naprej, potem bomo, rečemo, se bomo, tako kot je kolegica prejle rekla, marsikaj, vsak od vsakega naučili, odkrivali svojo človeškost v tem, da je drug človek. Zato je pomembno tisto, kar rečemo, če se vrnem k tej zadevi, rečemo, prostorska ureditev, pa tudi socialna zraven, današnja je tako zelo homogenizirana. Ampak homogenizirano mleko je slabše od polnega. Ima manj okusa. Ena od tragedij,
moderne družbe je, ne, da nas režejo tako kot otroke po razredih. Ne. Ne. Na dvorišču otroci, ne, skrbijo starejši za mlajše in tako naprej, a ne, in se učijo, tudi od teh malih se starejši nekaj naučijo, ne, zato ker morajo prevzeti neko odgovornost in tako naprej. A ne, to, da nas tako homogenizirajo, ne, in po starosti, in po spolu, in po, ne, in tako naprej, a ne, ne, je hudo. Tako da rečemo, ne, nekako, ne, ta heterogenost prostorov, ne, kakor, ne, in heterogenost družbe, ne, je tisto, ne, kar omogoča dostojanstvo. Ne. Ker konec koncev, ne, dokler bomo imeli kogarkoli izločenega, ne, bomo tudi mi manj ljudje, bomo tudi mi imeli manj dostojanstva. Ne. Seveda je težko, ne, je velikokrat težko. Ne. Te ljudje, ki smo jih videli, so bili, ne, zelo prijazni pa v redu. Ne. Ampak so govorili o enih izkušnjah, ki so bile za njih težke in tudi za tiste, ki so bili vpleteni v tisto situacijo. Ne, ne, ampak to je, bi rekel, del življenja, ne, to je del človeškosti. Ne, ne, ne moramo biti, ne, kakor hollywoodski filmi, ne, vedno s happy endom. Ne. Ja, mene je čisto presenetilo, ker mi je Živa pokazala, ne, da imamo čisto še malo časa. Namreč tako se mi danes ves čas tegale pogovora tako razmišljam, kako je pravzaprav smo omejeni s časom. Kako bi šele, ne samo s prostorom. Ja, ne samo s prostorom. Namreč meni se zdi, da bi šele čez kakšno uro ali dve lahko začeli razpirati še kakšne reči, pa še mogoče kaj pogledala. Ne? Sploh nismo prišla še do Bazalja, pa do Bazalje, pa še, zdaj bo še eno vprašance. Kar? To pa. Gospa Milena. Lepo pozdravljeni, hvala lepa za vse lepe besede, ki smo že slišali v tem filmu. Jaz bi pa mogoče dodala samo en drug pogled. Jaz mislim, da je velika, tako moje stališče, sporočilna moč tega filma, da ljudje stopimo nazaj. Mi živimo zamejeno, kot ste ravno rekli, ne, in s časom, in s prostorom, ampak tudi svojim mišljenjem in svojim prepričanjem. In nekako, če dalje bolj živimo tako, da je stališče, torej meja med duševnim zdravjem, ne, nekako in med zdravim človekom, to je vse pravzaprav precej imaginarno, bi lahko rekli. Torej, kako se to postavi? Če ste poslušali dobro vse te njihove pogovore in če ne bi bili na to, recimo samo, da bi en utrink poslušali tako, ste videli, da vsi razmišljajo tako, kot tisti, kateri mislimo, da smo zdravi mentalno, ne, se pravi, razmišljajo, ustvarjajo, najdejo rešitve in da se zelo logično med seboj, po njihovi logiki, še drugačni, pogovarjajo. To se pravi, da je treba, da te meje, te omejitve med zdravim in bolnim, tukaj mislim pri duševnem, da so to zelo, zelo neopredeljene meje, ker čisto vsak človek v življenju doživi vsaj trenutkov, kakšen trenutek, kakšen dogodek, kjer se počuti nemočen, na meji tega prepada, da govorimo o duševnem, ne, smislu. Torej smo podobni si in da je treba pač samo to nekako stopiti iz pedestala, da mi mislimo zdravi, ja, unet pa porinimo nekam tja, se jih ni, ne? Če jih nekaj zapreš, potem jih pa ni. Ni. Tako v tem smislu, ne? Da se mi zdi, da je tudi v pogled, ker
dobro sem poznala Jožeta Felca, pa poznam tudi njegova dela, ker je on vedno rekel, da kar je bilo zdravo, je tudi bolno. In ker je bolno, je tudi malo zdravo. Ne? To se pravi, da te jasne meje ni in da če znamo prisluhniti tudi takmu človeku, ne, ko ga na prvi pogled pogledaš, pa ko razlaga svojo teorijo, vidiš v njegovem razmišljanju določeno logiko in tako, kot ste že velikokrat zdaj tudi rekli, se nekaj lahko naučimo. Ne. Tako se pravi, strpnost je pomembna, posebno pa še zdaj v tem času, kjer pa začenja ne vladati samo različnost, ampak predvsem moč, torej moč, pozicije in tako naprej. Nobene logike več ni, tudi človečnosti ni, ampak moč. Hvala, Milena, za te besede. Mogoče, Vito, bi bilo najlažje zdaj, da ti strneš z eno mislijo. Ravno to, kar ste rekla, na nek način smo si podobni, tudi nenavadno je, koliko je teh življenjske moči v posameznikih znotraj tega filma, ne? In hkrati tudi bolečine. Ne? In vse to se nam godi pravzaprav na tak ali drugačen način nam vsem. Zdaj pa mogoče, Vito, ker sva čisto do konca prišla nekako, kako bi strnili ta pogovor. Ne vem, kako bi ga strnil, ne, ampak ne, tako, ko je Milena govorila, mi je bilo, ne, sem se spomnil konca knjige od Itala Sveva, hipohonder, ki se celo knjigo bori s svojimi bolezni, na koncu pa spozna, da pravzaprav stanje brez bolezni, ko posluša grmenje topov na soški fronti, da stanje brez bolezni je smrt, da pravzaprav bolezen je življenje, ravno v tej dialektiki, ki je Milena govorila. In se mi zdi, da mi zdaj tudi slišimo te topove. In se mi zdi tako, da je, bi rekel, in da pravzaprav je to, da se sprijaznimo z boleznijo, nočem to reči, ali pa tudi mogoče, ampak rečemo, da vidimo, rečemo, da je to del življenja in da pravzaprav življenje je tudi bolečina, da rečemo, da vedno v življenju imamo ta nasprotja, bazalja bi rekel dialektiko, in med tem, da smo pametni in da smo nori, in med tem, da smo bolni in da se pa pol dobro počutimo in tako naprej. In to je, bi rekel, tisto, če bomo zmogli to, ne presež te serije kompjuterske, ampak rečemo, se ukvarjati z protislovji, z nasproti, takrat bomo zmagali. Hvala za te besede, to mi je tako lepo, da te topove, ki jih je včasih res težko zdržati, da se lahko tudi poril pravzaprav za naprej. Tako da hvala vam, hvala Vitotu. Danes mi je pa tako čas hitro minil, ne vem, da sploh ne razumem tega, tako da vidimo se kmalu. Hvala. Nasvidenje.